Lepo pozdravljeni na današnjem spletnem seminarju Ali je zaščita elektronske pošte stvar preteklosti? Danes nam bosta na zastavljeno vprašanje z naslova webinarja odgovorila Luka Bjelič in Žan Urbančič, ki sta strokovnjaka za kibernetsko varnost v Telekomu Slovenije. Predstavila bosta napredno rešitev za zaščito elektronske pošte ter jo umestila med ostale sodobne rešitve za kibernetsko zaščito v tipičnem slovenskem podjetju. Predavanje bo potekalo približno 30 minut, potem pa bosta Luka in Žan na voljo še nekaj minut za vaša vprašanja. Vprašanja zastavljajte v oblačku zgoraj, kjer piše Q&A. Potrudili se bomo, da odgovorimo na vsa vaša vprašanja. Vkolikor pa bi morali srečanje zapustiti prej, nam vprašanje lahko pošljete tudi na elektronski naslov kibernetska.varnost@telekom.si. Na tem mestu vas tudi obveščam, da se današnji spletni seminar snema. Posnetek boste vsi udeleženci prejeli v naslednjih dneh. Tako, predajam besedo Luki in Žanu, jaz pa se zopet oglasim po koncu predavanja. Po EPP-ju. Tako. Izvolite. Evo, Alja, hvala za besedo. Evo, Žan pa Luka. Bomo mogoče kar začeli z prezentacijo. Se pravi, tako kot je že Alja omenila, bomo danes predstavili pač neko napredno obliko zaščito elektronske pošte, pa predvsem se bomo nekako nit pogovora bo tekla o tem, v bistvu ali to sploh potrebujemo, pa zdaj mogoče, če začnemo z neko prvo stvarjo, ker mislim, da je vseeno potrebno pri nas to poudariti, ker mislim, da je v slovenskem prostoru še premalo tega zavedanja, koliko v bistvu slovenskih podjetij je bilo že žrtev nekega kibernetskega napada, Mogoče malo sam pozabljamo te razsežnosti, da od recimo nekega POP TV-ja, ki mislim, da že vsi do zdaj to poznajo, do nekih občin, Lekarne Ljubljana, tudi v končni fazi, tudi policija je bila že deležna napada, pa potem recimo tukaj imamo tudi od spodaj, to, kar tudi mi recimo reklamiramo, ker z Rokom Staričem tudi sodelujemo, tipično neko majhno startup podjetje, pa je tudi bilo deležno nekega kibernetskega napada, Mogoče ti tudi, Žan, lahko poveš, ker si mogoče malo bolj tudi če po kakšnih drugih kanalih v kontaktu, mogoče še tvoja izkušnja, da je tega res veliko, da ni to zdaj. Načeloma ne igra velikost podjetja nobene vloge, in pač dejstvo pa je, da moramo biti zavarovani na vseh segmentih pač omrežja in zato je treba poskrbeti. Tako, ampak recimo ti lahko tudi poveš, da je ta frekvenca res velika, Ja, koliko dobimo mi tega, pa kar ni recimo v medijih, To se dogaja vsakodnevno, in točno tako. Ja. No, saj zaradi tega, pač sem zdaj te članke samo malo tako izpostavil, zaradi tega, da res probamo dvigniti to zavedanje, da je tega res veliko, da je to v bistvu ratala neka tržna poslovna niča, to več ni nek posameznik v ozadju, ampak so že kar, rečemo, lahko neka taka nelegitimna podjetja, ki se s tem že prav poslovno ukvarjajo, kako pač iztržiti čim več denarja. Tako da v bistvu zato tudi mogoče, neko tako splošen dikcija, čim gremo na splet, že puščamo neko sled, in se moramo tega tudi zavedati in probati nekako to sled čim bolj minimizirati oziroma zaščititi, Tako kot je prej Alja že omenila, v tem tipičnem slovenskem podjetju, kaj imamo, Imamo neko požarno pregrado, pa še to je mogoče pri kakšnem manjšem podjetju opcijsko, imamo pa definitivno računalnik pa en telefon, In spodaj tukaj, če recimo sem tako pokažem, imamo potem neko podjetje, ponavadi kakšno škatlo, recimo kakšen NAS, še lokalno eno škatlo, kamor podatke shranjuje, lahko jih pa celo tudi shranjujejo v oblaku, pa niti ne rabi te dedicirane škatle, In gor tipično se nahaja nek antivirusni programček, pa požarna pregrada, tako kot sem prej omenil, pa neke storitve imamo v oblaku najete, tako kot, ne vem, Salesforce, e-pošto, tipično in tako naprej, In zdaj bi pač tukaj neko podjetje reklo, okej, cool, mi smo s tem v bistvu varni, Zdaj dejstvo žal pa je, da v bistvu to ni res, V bistvu je to danes že
premalo, in nek minimalen standard danes je, da imate neko napredno zaščito za končne naprave, ki ni antivirus, ampak je XDR zaščita, in da imate neko napredno zaščito za elektronsko pošto, ki je pa angleška kratica, Advanced Email Security zaščita, se pravi, v bistvu to samo prevedemo napredno zaščito za e-pošto. Zdaj, ker imamo danes pač pol urce časa, pa ker je webinar za mail, bova danes z Žanom bolj govorila o napredni zaščiti za e-pošto, za to XDR zaščito pa mogoče kdaj drugič, ampak čisto tako, da dobite občutek, kakšno je minimalen standard, minimalno priporočilo za neko kibernetsko varnost od starta podjetja pa do nekega srednje velikega podjetja, se pravi tipično slovensko podjetje. Pa mogoče, če začnemo s čisto osnovo, ker mogoče dostikrat ste že slišali besedo phishing, da v bistvu sama beseda izhaja, pač direkten prevod je pač ribarjenje, se pravi, lahko rečemo pač, kot se na slikci vidi, napadalec ribari za našimi podatki, vrže neko vabo in potem, če se mi na njo ujamemo, je potem se lahko takšnemu napadu rečemo phishing napad. Zdaj tukaj na levi pa na desni so različne tehnike pa različni kanali navedeni, recimo ta prvi je pač preko e-maila, ta drugi že samo ime pove smishing preko SMS-a, Quishing, tudi preko QR kode, tudi tega je dosta, in pa wishing, se pravi, je tudi preko klica, se mogoče ste že kdaj se seznanili s tem, da vas je poklical iz Indije kvazi predstavnik Microsofta, recimo, to je tudi en tak primer. No, zdaj pa recimo tukaj na desni strani so pa še različni tipi napadov, se pravi, spear phishing, če kot direktno bi prevedel, spear kot kopije, se pravi, točno napad usmerjen na dotično osebo in probamo od nje že prej izvedeti točno vse njegove podatke in potem ciljamo ta napad in ga pripravimo, prav, recimo, če je to elektronsko sporočilo, prav za te njegove, rečemo, ranljivosti, ki smo jih izvedeli preko interneta. Whaling je recimo tip napada, ko napadamo direktorje, in se prav za njih prilagodimo napad. CO-fraud je pa tipično, ko pa recimo napadamo nekoga iz računovodstva in se predstavljamo lažno kot direktor. Potem imate pa še angler phishing, tega je pa tudi veliko zadnje čase, to je pa v bistvu preko socialnih omrežij, da se jaz, predstavim vam kot predstavnik, vašega Instagram računa in vas prosim za ponovno prijavo, recimo, to je angler phishing. Business email compromise, ta je tudi zelo pogost, je pa, da se jaz urinem med vašo poslovno komunikacijo in se predstavljam za nekega legitimnega predstavnika, s katerim ste vi prej v tisti niti komunicirali. To so zdaj pač neki taki tipični izrazi, ki je fino, da jih mogoče poznate, pa kaj tudi pomenijo. Mogoče, če grem kar naprej, recimo zdaj, kako lahko tudi sami vi prepoznate zlonamerno elektronsko pošto. Nekako 3 zadeve so, se pravi, vedno je treba preveriti, kdo je pošiljatelj, treba je pogledati spletno povezavo in pa tudi priponko, je treba preveriti, ali je legitimna. Zdaj, mogoče, če grem tlele na en prvi primer, tukaj imamo pač pošto poslano, seveda, kakor da je poslana iz Pošte Slovenije in tukaj le gor, če pogledate, ime Pošta Slovenije je, ampak od zadaj, če bi kliknili pa pogledali mail, bi pa videli, je pa v bistvu packaging, angleški že izraz, pa poste-slovenija.com. Vemo vsi pač, da je pošta.si. Tako da že tukaj lahko smo malo pozorni, že sami pa vemo, da to pač ni od pošte elektronsko sporočilo. Potem recimo drug primer, tega smo tudi pri nas kar dosti imeli strani naših uporabnikov, da so dobivali pošto od drugih telekomov, ko so gostovali v tujini, in da je pa treba še nek dodaten račun plačati, ko so takrat gostovali. Zdaj, tukaj recimo lahko vidimo, vidite, tukaj je povezava, sam hyperlink oziroma samo povezavo jaz lahko poljubno imenujem, ampak če greste pa s kurzočkom od miške gor, se vam bo pa tako kot tlele napisali, kakšna je pa dejanska povezava v ozadju. In tukaj vidimo tudi malo smešno napisano, sama povezava theromantichearts.com/telekom. Že pač vemo, ni glih to Deutsche Telekom, ki nas prosi za račun. Pa mogoče še tretji primer, kar smo rekli, glih priponka, tlele je pa primer maila, kjer so pa kakor v imenu Apple vam pošiljajo neko darilni bon, gift certificate, in zdaj vse, kar rabite narediti, je samo tale zip odpreti, pa zadevo zalaufati in boste prevzeli ta kupon. Zdaj seveda,
tukaj mogoče je na mestu, zato so tudi recimo tele stranske z modrim fontom napisane zadeve, se pravi, ok, smo pozorni na pošiljatelja, smo pozorni na povezave, da jih znamo preveriti, saj z miško gorita, pa na priponke, ampak glavno, kar pa je, recimo, tudi neko kmečko pamet, da se uporaba, se pravi, zakaj bi Apple ravno vam pošiljal kar neki zastonj iz čistega, rečemo temu, lufta, brez neke osnove, Potem recimo pozorni smo tudi lahko na slovnico, če vidimo, dostikrat se lahko zgodi, tudi kljub temu, da so te prevajalniki vedno boljši in boljši, je lahko včasih še vedno iz neke slovnice razvidno, da pač gre za nekega napadalca v ozadju, ne za neko legitimno osebo oziroma nek legitimen mail, V končni fazi tudi dostikrat nam je, v bistvu smo samo pač preleni, lahko pokličemo, pa enostavno preverimo, pokličemo na pošto, pa preverimo, se nam to poslali s to elektronsko sporočilo. V končni fazi imamo tudi Apple podporo v Sloveniji, samo dostikrat se nam pač enostavno ne da, Pa tukaj levo spodaj je napisano tudi ne odgovarjaj. To je tudi zelo pomembno, ker marsikdo bo rekel, ok, sej sem prepoznal, da je zelo namerna pošta, ampak zdaj bom pa tem napadalcem še nazaj napisal, prosim, da mi tega več ne pošiljate, ali pa sem vas prepoznal. To se vam ne splača delati, zaradi tega, ker odzadaj imate vi potem že pripravljene pač skripte, ki bojo samo zavedle, v nek dnevnik, aha, ta mail je pa dejansko živ in vas bojo mogoče dali še bolj prioritetno listo za naslednje pošiljanje, ki ga bojo izvajali, Tako da pač se ne odgovarja. Mogoče, če sam povzamem, pošiljatelj, povezava, priponka, to lahko vse sami, pa predvsem, da to kmečko pamet uporabljamo. Zdaj, če gremo naprej, smo pri tisti tipični slikci, ki smo prej videli, kako je v nekem podjetju zadeva rešena, vsa pošta se več ali manj že seli danes v oblak. In tukaj tudi vidimo po neki Gartner raziskavi, da to bo sam še rastel. V bistvu, da ima nekdo še pošto pri sebi, to bo v bistvu do leta 2025 že bolj redkost, boste že težko najdli, razen res neka velika podjetja, pa ki imajo res neke hude varnostne zahteve, ampak neko povprečno slovensko podjetje tega v bistvu ne bo več niti poznalo, da ima pošto še pri sebi. Zdaj pa recimo marsikdaj kdo misli, ok, da sem pa jaz pošto dal v nekega Microsofta ali pa v nekega Googlea, so v bistvu to so pa to globalno pa velika podjetja, da oni že sami ful dobro ščitijo zadevo, in nam to vse lahko zagotavlja. Zdaj tukaj je že tudi Gartner raziskava prav, da v bistvu to ni dovolj, da seveda tudi logično, če pomislimo, ne more tisti, ki nam zagotavlja e-mail, hkrati nuditi tudi varnost. Vedno mora biti to neki, lahko jo ponuja neko osnovno, ampak vedno je treba varnost zagotavljati za nekom tretjim proizvajalcem ali pa za nekim tretjim storitvenim podjetjem. Tako da to, recimo, ne vem, kaj bi vam tle dal še takšen primer. Če je nekdo zdizajniral neko vozilo, potem pač je logično, da bo potem nek test, ne bo naredilo to isto podjetje, ampak vam nek test naredi neko zunanje podjetje, zato da je potem ta pregled lahko čim bolj verodostojen. Mogoče, kar je še tlele tako, da ne bomo samo danes govorili, pa da nam zaupate, tukaj imate zadnje Sicertovo poročilo, ki točno o tem govori, da te v bistvu phishing napadi vsako leto samo še rastejo. In to je pač dejstvo, to je fakt. To ni, da bi vam zdaj nekdo hotel samo nekam prodati, pa da ne bi govoril brez podkrpljenih številk. Saj tudi te kampanje, ki jih izvajajo, je to v bistvu hekerjem najlažje narediti. Nimajo veliko dela, nimajo tudi veliko stroškov s tem, ampak na koncu pa rabijo samo en klik. Točno to. Zato je pa recimo mail tudi najbolj pogost vektor napada, kot se rekel, ker je najlažji. In pa še vedno tudi potem izplen je največji, ker si v bistvu dobil vse. Ja, tako, da jamaš ful velik. Zdaj recimo tudi tukaj, ko vidimo tole bejc, ki sem prej omenil, se pravi urinjanje v poslovno komunikacijo, vidite, tukaj 3 milijone je nekdo napačno nakazal, mislim, to so res gromozanske vsote. Zdaj pa da gremo mogoče še naprej, kako zdaj mi to ponujamo, to napredno zaščito. Zdaj, ko smo izbirali tega ponudnika, je bilo najbolj nam to pomembno, da ga je zelo z lahkoto implementirati. In recimo to širino, ki jo ima. Se pravi, recimo, tukaj vidimo prva alineja je pač zelo dobro se je odrezal na neodvisnem testu od SA Labs, to je v bistvu neko angleško podjetje, organizacija, ki izvaja te teste.
QR kode gleda, zaščiti tudi prek temi direktorskimi privarami. Potem recimo všeč mi je bilo tudi to, da dela zelo lepa tedenska, avtomatizirana tedenska in mesečna varnostna poročila, se lepo točno vidi, kaj je bilo zaustavljeno, na kakšen način, zna gledati različne priponke, zna gledati spletne povezave. Kdo rabi revizijsko sled, to je že vse noter v to licenco vključeno, tale je zelo lepa, tukaj, če se vidi, se pravi, da dobite brezplačen peskovnik tudi za lastno uporabo. Se pravi, ne samo, da vam pošlje noter mail pa priponko pa pregleda tisto, kar pride noter v vaš poštni predal. Vi lahko sami naložite gor kakšno datoteko, kakšen zip file tudi z geslom vred, in ga bo preveril. Kakšno spletno povezavo, če ste jo mogoče, ne vem, preko SMS-a dubl, lahko jo tudi tlele noter brezplačno sami gor uploadate in bo njihov ta peskovnik oziroma sandbox preveril, ali je legitimna ali ne. Zdaj, sama rešitev omogoča tudi, da se razširi zadeva, da vam ščiti tudi brskalnike, ne vem, vaše CRM aplikacije, Teamse in tako naprej, ampak danes govorimo bolj o mailu in povezati se da to rešitev za zaščito maila tudi z SIEM orodji pa XDR orodji, kar je mogoče tudi za nekoga pomemben, ker recimo kdo že ima XDR orodje, pa ga lahko recimo tudi s to zaščito poveže. Se pravi, to deluje na način, da se zadevi med sabo izmenjujeta podatke in recimo, ne vem, če je XDR orodje nekaj našlo, se ta hash avtomatsko pošle v to zaščito za mail in ta bo preveril vse pretekle maile in spremljal tudi nove maile in če je kakšnega preteklega najdel za tem hashem, ki ga XDR že označil kot zelo namernega, ga bo avtomatsko dal v karanteno, oziroma umaknil iz nabiralnika za uporabnika. Potem pa še tole ta zadnje, kar tudi ni treba pozabiti, noter v licenci je že vključen proizvajalčev sok, se pravi, ekipa vam je tle na voljo, če imate kakšna dodatna vprašanja, če recimo mislite, da neka pošta je bila čez spuščena ali pa je bila neupravičeno zavrnjena, tukaj se vam bo nekdo v roku 15 minut oglasil in boste z njim v komunikaciji večinoma preko maila ali pa preko četa, in direktno iz SOC-a, se pravi iz varnostno operativnega centra, če po slovensko rečem, kar se mi zdi tudi taka lepa dodana vrednost. Zdaj, mogoče tukaj samo en kratek diagram, kako zadeva poteka, se pravi, pošta ali se nahaja v oblaku ali pa pri naročniku, jo ta rešitev Perception Point podpira, se da zintegrirati, integracija je zelo enostavna, prav pošta pride v ta oblak, potem se pa v 7 korakih pregleda, se pravi, tipično je tukaj nek spam filter, ki bo pač se odločil, a gre pač to za neko neželeno pošto ali ne, potem imate ta recursive unpacker, to je v bistvu neka globoka analiza, se pravi, da gre noter v samo priponko in samo od sebe poklika noter vse, kar se da poklikati, to se vse zgodi pod 1 sekundo, potem hkrati je tukaj še threat intelligence, ki pač zbira vse te vire, različne in potem glede na to tudi presoja, a je ta pošta ali pa vsebina legitimna, potem neka static file analitika, ki se poveže mogoče s kakšnim virus totalom ali pa tako naprej in preveri, a je to že v bazi zavedena zadeva. Potem imamo tukaj ta impersonation, se pravi, če se nekdo predstavlja za nekoga, kar to ni, to smo rekli business email compromise, urinjanje v pošto, potem phishing, preverjanje teh URL-jev, in pa ta zadnji, ki je pa v bistvu kot neka zaščitena trademark njihova rešitev, da na nivoju samega CPU-ja oziroma procesorja zna za neko analizo preverjati in zaznati neke napade, tudi, ki še niso nikjer znani, se pravi, tipično rečemo zero day napadi ali pa en day napadi. To pa dela tako, da v bistvu naredi nek snapshot, ki pride noter v obdelavo, sam proces, v CPU in potem izhodni ukazi, ki vam pridejo in jih primerja potem med sabo in če opaža neke take anomalije, se potem odloči, da je zadeva pač zelo namerna. Mislim, tako zelo napredna zadeva, pa treba je poudariti, ta rešitev vam poskenira vse priponke ne glede na velikost. Boste mogoče pri kakšnih tipičnih klasičnih zadevah ali pa klasičnih ponudnikih zaščite e-pošte, če boste šli v drobovje, ste zasedili, da tipično, ne vem, nad 20 mega, kar poreže in sploh ne pregleda. To pa zato, ker bi bila uporabniška izkušnja preslaba, če bi pošto dubl, ne vem, čez 10-15 minut. Tukaj pa za to rešitvijo pa ostanemo, mislim, da tipično je tam znotraj 15 sekund se vsa pošta ne glede na velikost
velikost pogleda. A ne. Tukaj so tudi vključno preverjanja, kot so DMARC, DKIM, pa SPF zapisi. A ne. Mogoče tlele še, če pogledamo čisto na hitro, to je tisto SA Labs, ta neodvisna organizacija, je lani naredila ta test, saj seveda tukaj je vedno, kot rečeno, lahko kaj marketinga, ampak kljub temu je noter Google Workspace rešitev, Microsoft Defender for Office, Fortinet, Fortimail, in pa Perception Point. Zdaj, mogoče bi na tej fazi šli kar na samo konzolo, da še malo to predstavimo, Alja, mogoče sam, če nam poveš, da se zadeva vidi. Ja, super je, mogoče lahko se povečam tako, da se vaju ne bo videlo. No, daj. Ok, dobro. In zdaj tukaj vidite, ta konzola je zelo tako res uporabniku prijazna. Mislim, tako nam daje lepo statistiko, nam tukaj govori, katere vrste napadov je že našla, potem pa, ko sam klikneš, te pa samo preusmeri na točno tiste napade in potem izbiramo iz teh mailov, ki bi se ga želeli še kaj bolj podrobno pogledati. Recimo, kaj bi lahko še rekel? Mogoče tako, noter lahko tudi dodajate osebe, katere mislite, da so bolj rizične, da bi jih nekdo impersoniral, se predstavljal v njihovem imenu. In potem bo on na to pozoren, če sem dodal našega direktorja, pa računovodstvo, ali pa tudi kakšnega dobavitla, in bo ta pozoren in bo zaznal, tipično zadevo, če je Miha Smrekar @bigbank.si, sem se zdaj izmislil, pa bo miha.smrekar@bigbonk.si, bo recimo na to pozoren in nas bo že upozoril, da gre v bistvu tukaj za impersonacijo. Potem recimo, kaj še, to, kar sem omenil, tukaj le gora, vidite, tale self-analyze, to je v bistvu ta sandbox, ki je brezplačen, da ga tudi vi ročno noter dodajate datoteke, pa URL-je, pa vam jih preskenira, pa pove, so legitimni ali ne. Tukaj je na voljo tudi tale contact support, to je pa ta soc, ki sem rekel, dejansko v moji praksi, v roku 15 minut imam jaz že dejansko človeka na drugi strani in lahko z njim komuniciram in se pogovarjam, če imam dodatno vprašanje. To je vse že v ceni licence vključeno, je pa cena 3 evre na mailbox, zdaj pač odvisen, zdaj če je pač neka večja organizacija, je mogoče potem tudi cena drugačna, ampak to je za neko čisto osnovo, če bi kdo imel kakšno vprašanje. Mogoče, Žan, tlele, takole, da mogoče jim poveva še, ali pa mogoče ti poveš, kaj smo tlele, en tipičen mail smo uporabili. Skratka, tlele imamo vpogled v phishing mail, ker ga smo naredili za testen namen tega predavanja, in v bistvu uporabili smo Acar datoteko. Acar je testna datoteka, ki jo ponavadi vsakič, ko damo neko rešitev na naše sisteme, jo uporabimo, da vidimo, če to sploh dela. Se pravi, je že vnaprej pripravljen nek malware, ki ga načeloma vsi antivirusni programi tudi zaznajo. In tukaj v bistvu vidimo, da smo ta Acar, v bistvu to povezavo do njega, smo v bistvu z QR kodo v bistvu preposlali na ta mail, s katerim varujemo s Perception Pointom. In v bistvu tukaj potem vidimo, da je tudi Perception Point uspešno zajel to in v bistvu tukaj potem vidimo celo analizo. Tukaj recimo, če vidite, zdaj ne vem, koliko se to kaj vidi, lahko mogoče malo. Se konc koncev lahko tudi tam mail pokaže. No, ampak se takole, da vidite, se pravi, to, kaj je Žan omenil, not bomo v mailu pokazali, ampak mogoče evo takole tlele preview. Se pravi, tole je bil mail, pač na kratko. Zdaj, na vsak malicious mail, ki ga dobimo v Perception Point konzolo, ga lahko takole vidimo. Se pravi, imamo nek preview, pregled tega, in dejansko tukaj vidimo, da če bi poskenirali to kodo, je že nek download v teku, kjer se ta Acar datoteka dol potegne, se pravi, direktno na mobilno napravo ali... Ampak se pravi, zadeva je tle pač, je v redu za tem, ker ni tukaj nek URL, da bi ga, mislim, to neka tipična zaščita pošte vam bo gledala URL. Ta zna tudi QR kode, tle je Žan v bistvu noter v QR kodo zapakiral ta URL, In zdaj, če gremo tlele pogledati, to se vse zgodilo znotraj 1 sekunde, zaznal je QR kodo, prebral je, kaj
vprašanje noter tale URL in ga potem tudi v tem oblaku sprožil in zaznal, da v bistvu gre za zelo namerno povezavo. In to se mi zdi tako pač pomembno, ker tisto, kar smo prej govorili, tiste točke, da lahko sami malo preverjate, pa imate neko osnovno zaščito, ja, ampak tega je enostavno preveč, da boste zdaj vi vsako QR kodo potem tudi šli odpirati v nekem varnem okolju, pa preverjati, ja, ne boste. Saj tudi napadalci bojo imeli vedno nove tehnike, veš, in res se je pač težko. Mogoče, če jim tlele jaz sam pokažem, tlele recimo imate en primer, sem da tole povečam, tukaj imate en sam primer tipičnega napada, ki je v bistvu v 2 korakih. Zdaj bom sicer jaz tole v angleščini kar utišal, ampak samo toliko, da se vidi. Se pravi, v bistvu tukaj je nekdo udaril v račun v zdravstveno organizacijo, pač v tem primeru ameriške, National Health Service Organization, in se je predstavil kot nek legitimen pošiljatelj, ker je udaril njegov račun, in je tukaj poslal neko pošto in noter je pač neka priponka. Zdaj pa ta priponka, samo da počakam, da bo še z miško šlo čez, zdaj ta priponka se je potem takoj, se je takoj vse to šlo preverjati, in se ugotovi, ok, pošiljatelj je legitimen, ampak je pa zaznal, ta ATO je v bistvu, kaj že, advanced, tale, zdaj sem pa pozabil angleški izraz, se pravi tale... Da preverja... Ja, ne, ampak tole je ta account takeover, se pravi, jaz sem v bistvu ukradel uporabniško ime in geslo od tega računa in se noter prijavil in to je on zaznal, ampak zdaj, recimo, da mogoče sam še pojasnim, zakaj je to tudi za enega navadnega userja ali pa tudi za neko navadno mail zaščito nemogoče zaznati, zato ker noter vam bo preveril tisti URL naslov, recimo mail zaščita, in če jaz to na neki domeni, kot je, ne vem, Dropbox ali pa kaj tazga, bo preveril tisto domeno, bo rekel, vse je legitimna domena, ampak v bistvu ta perception point zaščita gre pa naprej, ona pa vidi tudi tlele click to print, in je to zaznala, in kaj se pol zgodi, zadeva gre celo toliko daleč, da začne tudi same slike brati in jih potem primerjati svojo bazo. Ne vem, da vam bo bolj domač, kaj bi rekel, zdajle sem jaz sem recimo ukradel od Žana uporabniško ime in geslo in jaz sem nekomu znotraj našega podjetja poslal mail in seveda tisti, ki je z Žanom že zdaj komuniciral, bo videl, saj to je pa Žana, in tle mi nekaj pošilja en dokument in tle je en link, in ko bo kliknil na ta link, potem se bo pa šele odprla spletno okno, kjer bo recimo pisali za ogled tega datoteka, ki mu je Žan, ne vem, poslal nek račun, faks, karkoli, morate pa vpisati od Microsofta uporabniško ime in podatke. In kaj tle perception point naredi, tako kot zdaj pač malo animirano naredil, on bo pregledal tale imidž in bo primerjal, bo videl, aha, tole je Microsoft, bo tole slikco videl in bo hkrati primerjal to za URL povezavo in še za domena in bo videl, opa, tole gre pa za zelo namerno pošto, in jo bo zaustavil. In to je v bistvu nek dvofaktorski, da temu tako rečemo, napad. In tega vam ena tipična pošta ne bo neka tipična zaščita za elektronsko pošto ne bo nikoli zaznala. In zato je meni tudi ta rešitev všeč. Pa tudi tle vidite granularno, lahko klikamo na te datoteke in vse to še bolj detaljno pregledamo od hashov do povezave na virus total. Pač res zadeva res dobro deluje. Pa mogoče še tako, da bi omenil, ko smo mi to vklapljali pri kakšnih strankah z več kot nekaj 100 mail računi, zadeva je bila v 5 minutah up and running in jim tudi takoj najdla, ne vem, neki 10 tehle malicious tako stvari in tudi sam uporabnik ni pač mogel verjeti, da je to lahko to hitro in pa smo šli pač seveda, normalno greš v testiranju klikati in smo jih preverili, in smo gotovili, da je dejansko šlo za zelo namerno pošto. Zdaj, mogoče
še tukaj, da povem še tole, a ne. Se pravi, kaj lahko pa recimo tudi vi sami naredite, poleg da samo pač kupite pri nas neko storitev za zaščito, a ne. Se pravi, pomembno je izobraževanje pa ozaveščanje ljudi, a ne. Zdaj recimo pri nas tudi ponujamo neke tečaje, a ne, lahko vam tudi izvedemo kakšno phishing kampanjo, a ne, ampak najbolj pomembno je pa, da vi ljudi letno pač o tem ozaveščate, a ne, da priredite za njih kakšne izobraževanja, pol popis tudi kakšnih procesov, a ne, v podjetju. Kako odreagirati, ko se kdaj kakšna stvar zgodi, a ne. In pa tole, ko smo danes tudi govorili, samo primerno tehnologijo imeti za pač zaznavo, a ne, se pravi nekih potencialnih vdorov ali pa samo preprečitev, a ne. Mogoče še tole, no, tole so pač neke klasične povezave, ki si lahko sami jih v službi tudi so brezplačne, jih zaženete in preverite, če so recimo vaši podatki že bili odtujeni, če so že kje objavljeni, če jih že kdo kje prodaja, a ne. Za doma pa definitivno priporočam, predvsem za ta najmlajše, saj imate za Windows imate tudi, no, zaščito, ampak recimo za mobilne telefone se mi zdi, da se to dosti pozablja, lahko vedno pač omejite nek nadzor, a ne, kaj lahko vaši najmlajši počnejo na mobilnih napravah, ne. Zdaj, ne vem, jaz sicer vidim, da smo tlele 30 minut zelo hitro je šlo mimo. Alja, mogoče še kakšno vprašanje, ko smo že malo čez? Nič hudega. Zanimivo, zelo zanimivo predavanje. Je nekaj vprašanj, pa mogoče najboljše, da kar začnemo tudi z odgovarjanjem, ker je vmes tudi potekala že debata s tistimi, ki že imajo neko rešitev, ampak mogoče tukaj vidim zadnje vprašanje, ki je bilo objavljeno. Ali Microsoftova rešitev Office 365 oziroma elektronska pošta v Exchange Online že vsebuje predstavljeno rešitev? Aha, ja, Exchange Online Protection, to je v bistvu neka osnovni nivo zaščite, ki ga lahko pri Microsoftu, seveda proti doplačilu, ker pač pri Microsoftu nič ni zastonj, logično, lahko dokupite, a ne, ampak zdaj recimo nekdo, ki že to ima, ja, definitivno vzamete še to našo rešitev, ker je v bistvu zelo velika razlika, a ne, recimo pri temu Exchange Onlineu, on recimo, česar recimo nima, a ne, nima recimo tipično tega sandboxa oziroma peskovnika, enostavno tega nima, a ne, potem tudi, kakor vem, sam čas preverjanja pošte je pri Perception Pointu bistveno hitrejši, a ne. Potem recimo, ko smo omenili, imamo tle tudi ta peskovnik, ki lahko tudi sami noter kakšno datoteko naložite. Stoc, ja, bravo, evo. Ljudje, a ne, da v zadju v bistvu res, če nekaj ne vemo, kaj narediti, a ne, v bistvu vedno imamo nekoga, da se še na njega posvetujemo, tako. In to je vse v tej licenci vključeno, a ne, tiste Exchange Online, evo, bi ga jaz tako primerjal najbolj nazorno, kakor na računalniku, ko imate danes samo antivirusno zaščito, a ne, to je neka osnovna zadeva, ko gre samo na internet pogledati, a je že neka znana revljivost in če jo najde v tisti bazi, vzdigne zastavica, pa najden virus, a ne, danes pa vemo, da je neka minimalna osnova XDR in tako bi jaz primerjal ta Exchange Online Protection zaščito proti neki napredni email zaščiti, kakor je Perception Point, a ne. Kaj pa če recimo že imajo XDR orodje, ki si ga tudi omenjal? A morajo pol tudi tisti, ki že uporabljajo XDR, tudi Perception Point jim svetujemo? Ja, zato, ker zadevi se dopolnjujeta, a ne, se pravi, v bistvu tako, kot tisto že ime pove, tista rešitev Extended Detection and Response oziroma sestavljena je tudi iz EDR-ja, v bistvu inicialno tista zadeva izhaja iz končnih naprav in ona gleda večinoma, kaj se dogaja na končnih napravah, a ne, se omogoča tudi kakšne druge funkcionalnosti, potem kdaj drugič, v glavnem z e-mailom se pa zato dopolnjuje, oziroma zaradi tega, ker en XDR vas ne bo zaščitil pred tem, če bo recimo zdajle prejel pošto, pa bo noter pisal nakažite nam na ta in ta TRR, a ne, kot nek dobavitelj se bo nekdo vrinil v našo poslovno komunikacijo in bo nekdo napisal nakažite zdaj na ta in ta TRR, ker mi smo se pa preselili na Portugalsko, pa so zdaj nižji davki, a ne. Tega neka XDR zaščita ne bo preprečila, a ne. To so tipično te vrinjenje v poslovno komunikacijo, a ne. Ali pa, ko smo prej pokazali, dvonivojska
dvojnivojski phishing, ko bo potem Žan meni poslal priponko, in bom jaz pač noter kliknil in potem v bistvu noter je pa nekdo Žanove uporabniške podatke ukradel in mi v bistvu iz Žanovega maila pošilja in noter bo pa priponka za ogled in ko bom to kliknil, ker se bo to nahajalo v nekem Dropboxu, bo pa tam me vprašal za vpis mojih Microsoft podatkov, zato da si bom lahko, ne vem, ta Word ali pa ta PDF ogledal. Predtem vas neka XDR zaščita ne bo zaščitila. Te dve zadevi se dopolnjujeta in tako, kot sva Žanom danes rekla, ker je najbolj pogost vektor napada pošta in ker je tudi najlažje napada izvajati preko pošte, je definitivno, ali pa bom raje še tako rekel, če že smo šparovni pri zaščiti, čeprav to ne bi smeli biti, potem si najprej saj zagotovite elektronsko napredno zaščito za e-pošto, pa potem, ko imate dodatna sredstva, še XDR. Idealno pa je, oziroma neko minimalno priporočilo z naše strani pa je, da ima stranka in XDR zaščito in napredno mail zaščito in hkrati, kar mogoče ni tudi, še soc, se pravi še ljudi, ki vam to vse skupaj ponudijo na ključ kot storitev in to namesto vas izvajajo. Ker danes, kot vemo, kadra... To gledajo 24/7. Ja, seveda, to. Pa tudi kadra danes ni. Danes pa, če težko ljudi dobiti, dragi so, in je potem boljše to vse zapakirati in prepustiti nekemu zunanjemu. Ampak zdaj sem že malo več povedal, kar je bilo. Si že malo odgovoril, kako se pač licencira naša rešitev? Licencira se pa glede na poštni predal, pa moram reči, da so tlele tudi malo prijazni. Licencira se na imenski poštni predal, medtem ko če boste imeli, ne vem, 20 mailboxov, 20 poštnih nabiralnikov, pa bo 21, konferenčna soba ali pa nekaj tasga, tega vam ne štejejo v licence. Šteje se samo imenski, se pravi pač Žan Urbančič, Luka Belič, to se šteje kot licenca. Super. Evo, smo iztrošili vsa vprašanja, sta odgovorila, tako da super. Predlagam, da na tem mestu tudi končamo s predavanjem in webinarjem. Za vsa morebitna dodatna vprašanja smo še vedno na voljo na e-mail naslovu kibernetska.varnost, na telekom.si, čakaj, da povem do konca. Ni dobro. Absolutno smo na voljo, tako da kadarkoli pišite. Mi pa se vidimo kmalu zopet na naslednjem webinarju, pošljamo vam vabilo, v naslednjih dneh pa pričakujte tudi posnetek tega webinarja. Tako da hvala vsem za udeležbo in aktivno sodelovanje na webinarju. Nasvidenje. Hvala. Živjo.